The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Kar zabavne etape, tako da bomo šli čez ta povzetek, kaj jaz mislim, da se dogaja, kaj sem slišal. Tako, bomo šli malo naprej zdajle, ker v tem tednu je četrtek, petek in nedeljo, kar neke nore etape. Si lahko pogledate še profile etap na lavuelta.es, in sploh v nedeljo zadnji klanc, mislim se tudi četrtek in petek so nori, ampak nedelja je pa odklop. Tako da to. Pol pa še, kar se dogodka tiče, ob 3:30, se pravi zadnjo turo, ko bo testen, ko se bo šlo testno zapeljati, so še vsi termini fraj, tako da če kdo se hoče zapeljati s kolesom, se pravi Niš ali Elves, pridite, oziroma najbolj, da se že prej naročite na mail. Tako da to je to, lahko sprobate tudi samo obroče, se pravi mi bomo imeli tele od Niša, potem pa oni imajo pa sestavljena kolesa mislim, da s Helixi. Tako da če hočete probati samo obroče, se mogoče tudi lahko zmenimo. Tako da to je to. Nič, kar se dogodka tiče, vsi mislim, če še ne veste, nagradna igra je za obroče 1800 €, stanejo, plus še iz Human Performance Centra, ki bojo imeli tudi predavanja tukaj, bomo podarili v bistvu nek tak, ko bi rekel, all-in paket testiranja za začetek, tako da to ga tudi podarijo, tako da se vidimo to soboto, zih bo zanimiv, pa se gremo pa še skupaj zapeljati, tako da upam, da vas pride čim več, predvsem pa, da pridete v Proof Drobi, trenuten imate polhan akcij na spletu, tako da tisti, ki še niste izkoristite zdaj, ki je res dober, pa še za to ceno, ne vem, če se tukaj, upam, da ste zadovoljni z našo ponudbo. Gremo kar na Vuelto, se pravi najbolj pomembna tale zadnja etapa, ki je bila, se pravi cel kaos, vidi se, da ni nobena ekipa toliko močna, da bi znala, kako bi rekel, nek peloton skupaj držati, že to, da jih je pobegnil 26, pa da jih Red Bull praktično ni takoj zaštopil, je zelo narobe, vsaj kar se iz vidika za vse nas tiče, se pravi za Primoža. Videli se je, da je bilo po tem v prvem tednu so bili že vsi kar orang gotovi, sploh kar se vročine tiče in vsega, tako da mislim, da je kle bilo kar nekaj faktorjev, ki je igralo vlogo. Bomo videli, kaj se bo zdaj dogajalo v drugem tednu. Tako da jaz mislim, da prvi teden je bila ta vročina, je bila kar poglavitna, tudi kar se pa ekip tiče, se pa vidi, da ni neke močne ekipe, ki bi znala peloton skupaj zadržati, tako mogoče povzetek prvega tedna, bi rekel, da je to, no. Tako da, kar se pričakuje na Vuelti, je zdajle drugi teden, je kaos. Kle lahko tudi nekdo, ki je pač v odzadju, tako kot je zdaj Carapaz naredil, skoč, dobi kar nekaj časa, so pa klanci na koncu zdajle, res nori, sploh ta četrtek, petek in nedeljo sploh. Zdaj, kar se tiče vmes, ni nobene ravninske etape. Se pravi, tudi danes in v sredo ni ravnina. Sobotna je tudi pač kar zahtevna. Tam ne vem, ker je praktično skozi, mislim, da od 4 do 7% naklon v klanc. Ne vem, koliko je odprt, tako da če je orang odprt, pa da bo veter pihal, bomo videli. Zdaj, če bo to v hrbet, se zna kaj narediti,
če bo pa v glavo. Je pa tako, če v kakšni res raztrančerali grupo, pol bo šel kdo naprej, ampak drugače tam potem pomeni, da ponavadi dostikrat skupina pride v cilj. Zdaj, sreda, četrtek, jaz pričakujem bolj kot ne ubežnike, ne verjamem, da bo peloton prišel pod zadnji klanec, pa da bojo pol se prav neki orang napadali, sploh zato, ker je še spust dol. In ne vem, tako kot je Mas bil že skoraj čez ograjo, videli se je, da so bili vsi v tiltu, kakor smo mislim, saj mi, ki smo gledali tole zadnjo etapo, je že izgledalo, da bo Roglič kasiral kar nekaj časa. Pol smo pa videli, da so vsi prišli na zadnji klanec toliko mrtvi gor, da tudi pol po ravnini, da so zgubili zelo, zelo veliko časa. Tako da je imel Roglič kar srečo, tudi jaz upam, da mu niso rekli DS v avtu, da ne napada na zadnji klanec, takrat, ko je videl, da mu Ben O'Connor pač da mu sledi, zato ker že ta spust, te široke ceste, skupine pač so v prednosti in ja, tako da ne vem, kar se tiče Red Bulla, neke taktike zdajle, je pa mogoče res, da so bili vsi to gotovi, da noben ni mogel in tam ti nobena taktika ne pomaga, če nimaš nobenega, da bi spredi gonil, ja, je to. Tako da nič, sreda, četrtek, ubežniki, kdo bo dobil, nimam pojma, ampak po moje, da bojo neki ubežniki dubali. Pa četrtek, petek, klepa, če si pogledate profile trase, jaz mislim, da bojo v tem trenutku, da bojo redki, ki bojo upali skočiti prej, se pravi pred zadnjim klancem, tako da jaz mislim, da bo več ali manj zdajle trase mislim, da do 20. ka 20. je pa praktičen, ja, čist žagasta. Do tam se bojo, se pravi general, se bojo udarali na zadnjem klancu, pa še to, če gledam, kako Roglič voz, mogoče znam Mas iti kaj prej, ampak jaz mislim, da bojo vsi čakali na to zadnjo špičko od klanca in pol se bo pa pač videl močnejši zmaga, tam za veter je kaj preveč pomagal, tam pač unka ima boljše noge, na dan, bo dubu. Je pa tako, da če te zabije na kjermokoli od teh vzponov, se pravi, da si prazen, da nisi jedel dober, da karkoli, znaš pa zgubiti v zadnjih parih kilometrih, ja, noro, če sploh prideš do vrh klanca. Ker mislim, da nedeljski ima tam tudi 24% naklon, s tem, da je klanc dolg, ne vem, mislim, da skoraj 20 km, nekaj tasga. Tako da, ja, pa s tem, da zadnjih ne vem koliko kilometrov je 15% plus ali 10% plus. Skratka, strmo. Mislim, da je povprečen naklon 9% celega klanca. Tako da tisti, ki ste že vozili, če je kdo že vozil kakšnega od teh vzponov, naj komentira spodaj, mogoče s kjermu v Sloveniji bi ga primerjali, ampak ja, to zdajle je bo kar noro naprej. In jaz mislim, da se lahko zgodi še vse zdaj. Zdaj, kar se tiče general, se pravi, teh, ki se borijo za skupno zmago, jaz mislim, da je klele Carapaz je dober pri ključu, pa bo definitivno ki se ga je treba bati. Potem je O'Connor, ki ima še toliko prednosti, zdaj O'Connor. Na teh strmih delih se je pokazalo, da ga zmanjka, tako da v tem tednu, če bo še vedno spredi, jaz upam, da bo prednost manjša, rečemo, da 2 minute, minuto pa pol. Če Roglič pride v zadnji kronometer z, ne vem, minuto zaostanka, jaz mislim, da ga še vsem lahko premaga. Po kar se Carapaza tiče, ima pa glih kontra, on mora pa priti glih z minuto prednosti pred Rogličem, da ima možnost za zmago, po moje.
Zdaj, vsi ostali, ki pa so še noter, Jejc je že rekel, da ne bo šel na skupno razvrstitev, tako da možno, da glih to, ki se je, rečemo, da mal šparil v prvem tednu in je imel že skoraj 10 minut zaostanka, da je zdaj prišel s tem skokom nazaj, ki je imel malo več energije, sam se je že videl na koncu, da ga je čist pobral. Medtem ko Carapaz, če bi bil to zadnji vzpon, takrat, ko je on skočil, se je videl, da ostali ne morejo nič več. On je pa praktično do cilja je gonil, ni nič prej nehal, tako da ja, on je po moje zdajle kar ki se ga je treba malo bati. Medtem ko Enric Mas, pač ja, če bo šel tako dobro v klancu, kar se je zdaj pokazal, bo isto ja, kar težek orah. Tako da te štirje so zaenkrat tisti, tako da se je malo pomešal po prvem tednu, sploh kaj jih je od UAE-ja, praktično ni nobenega za generalno razvrstitev zdaj, tako da ja, bomo videli, kaj bo naprej. Če mislite, da je kdo drug možen zmagati, zapišite spodaj v komentar. Ne pozabite na akcijo, ki imamo na spletni strani. Ja, tako da to je to. Če ne prej, se vidimo v soboto zihrlova 10, začnemo ob 9. uri zjutraj, se pravi predavanje od Human Performance Centra o prehrani, o treningih. Tiste predavanja bomo dali pol tudi na YouTube, se pravi bomo vse posneli, tako da tisti, ki ne morete priti, boste imeli tudi na YouTubeu, testirali se bojo kolesa, obroči, pa se bomo šli pa še skupaj zapeljati, to je pa ob 5. popoldan, vsi vabljeni, tako da ja, to je to. Hvala, ker spremljate. Če hočete podpirati kanal, annual subscription 29,99, pa imate pol še ugodnosti na naši spletni strani, se pravi 5% popusta na vso robo, tudi če je že znižena. Uspešen teden vsem, pa upam, da tale dež čim prej neha, da se bomo šli lahko kaj zapeljati. Čau!